Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika daje gluhim pravico uporabljati znakovni jezik v vseh situacijah, kjer jih gluhota ovira pri vključevanju v družbo. 12. člen tega zakona javne institucije obvezuje, da stroške tolmačenja poravnajo same. V praksi to pomeni, da če gre gluha oseba k zobozdravniku, po novo osebno izkaznico ali na roditeljski sestanek, naroči tolmača, ta pa za opravljeno tolmačenje račun izstavi javni ustanovi. Te javne inštitucije več ne ovirajo pravice gluhih do tolmača ali pa uradno rečeno do uporabe slovenskega znakovnega jezika. To ni več sporno, kot je recimo bilo v prvih letih po veljavnosti zakona, ne. Ostaja pa so še kakšne izjeme, da ali bodisi niso s tem seznanjeni, če pa so seznanjeni s tem, da lahko ima in uporablja ta svoj jezik, ne, je pa mogoče malo težava ravno v tem delu, a ne, da strošek pa bremeni dotične javne institucije. Nekateri si ravno so prijazno sprejme tolmač. Ena oseba so prijazno, ampak na javna hodnica, ko rekala, če jaz to bila jasna Bauman, ne je da pohoče 5 ali 6 let zastaj. Da ka jasna se različica, da je to robotno uredu. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika ne predvideva sankcij v primeru, da javna ustanova odkloni plačilo ali od gluhih zahteva, da plačajo z vavčerjem. V tem primeru naj se s prijavo obrnejo na Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Zavod potem dotičnemu izvajalcu javne službe izstavi račun. Praksa kaže, da ob dodatnih pojasnilih združenja in posredovanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, javna institucija račun plača. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika v 13. členu navaja, da lahko gluha oseba pravico do tolmača uveljavlja tudi v drugih življenjskih okoliščinah, kjer ji gluhota pomeni oviro. Tej tako imenovani osebni uporabi so namenjeni vavčerji. Pa upam, da ne bo preveč posplošeno slišalo se, da mogoče nekatere, poudarjam, nekatere gluhe osebe nimajo pravega odnosa do tega vavčerja. Pravega odnosa v tem smislu, da recimo, če vzameva neko situacijo, da nekdo od javnih služb zavrača plačilo stroškov tolmača. Celotno breme izterjave ne pade na gluho osebo, pade na tolmača ali pa posledično na nas kot združenje. In seveda, ker gluha oseba ve, da bo ponovno vstopila v stik z konkretno nekom iz javne sfere, a ne, nekako se umakne nazaj, pa si reče, ne komplicirati, ne, saj imam vavčer, pa bom mogoče ta strošek pokrila z vavčerjem, ne. Osnovni namen vavčerjev je uporaba v zasebne namene. Če se želi gluha oseba udeležiti izobraževanja, gledališke predstave, pridobiti bančno posojilo, storitev tolmačenja plača z vavčerjem. Na leto lahko gluha oseba uveljavlja 30 vavčerjev, če ima status dijaka ali študenta, pa 100. V Sloveniji je po naših podatkih nekaj manj kot 1000 gluhih oseb, ki imajo izkaznico. Vsako leto se je opravljenih približno 12 000, 13 000 ur tolmačenja na podlagi vavčerja in pa potem še kakšnih 6000, 6500 ur iz drugega naslova. Skupaj približno 19 000 ur. Ministrstvo pa vsako leto namenja za potrebe izvajanja zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika nekaj manj kot 900 000 evrov. Ne.
Človeka plašalo, ne vprašal, ne. Prvada malo je lahko panka ali trgovine malo, ja. Za mene je 30 vavčerov za tolmača premalo. Zato, ker jaz imam veliko potrebe po druženju, naprimer skupaj izleti, naprimer pa tudi na rehabilitaciji leto v enem tednu sem porabil 11 vavčerjev. Potem izlet pred 2 mesecema in pol, 8 vavčerjev v enem dnevu sem porabil. Potem nisem zadovoljen s tem, da ne moremo vavčerje in tolmača uporabiti v tujini. Na zdajšnjem delovnem mestu malo rabim tolmača, ampak bi bil pa dobrodošel, če bi jaz šel na izobraževanje. S sprejetjem zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika so gluhe osebe pridobile pravico uporabljati znakovni jezik na vseh ravneh. Izredno pomembno je, da se tega zavedajo in da v primeru, ko jim je ta pravica kršena, na to opozorijo Zavod Združenje tolmačev Slovenije. Še posebej v primeru kršitev strani izvajalcev javne službe, ki so prvi, ki bi morali ne le poznati zakone, pač pa jih tudi upoštevati.